Dobrodošla, Eveljana, med nami. Zelo lepo. Slišite? Ja, slišimo, vse dobro slišimo. Tako da boš povedala nam na to čudovito temo, moč hvaležnosti, in jaz ti zdaj tukaj predajam besedo. Izvoli. Ok. Dober večer. Vsi tisti, ki ste se vzeli čas in v tem trenutku poslušate naš Zoom, Sopeti Zoom. Hvala lepa. Res sem zelo hvaležna Mikaelu, da vsako soboto nam pripravi prečudovit izobraževalni program za vse nas in za vse tiste, ki si želijo boljšega znanja glede boljše kvalitete življenja. Danes imam temo moč hvaležnosti. Hvaležnost ni isto, kot če rečemo besedico hvala. Besedica hvala je samo beseda, ki jo izrečemo več ali manj avtomatsko. Vendar tista prava hvaležnost, ki prihaja iz srca, za vse tisto, za kar smo res lahko vsak dan hvaležni, pa je ena lepa energija, ki usrečuje tistega, ki hvaležnost izreče, oziroma jo preda bližnjemu, oziroma tudi za tistega, ki to energijo sprejme. Vse je energija. Tudi jeza je energija, tudi sodba je energija, tudi žalost je energija. Smo bitja energije in želimo to energijo. In ta energija se vtisne v naše okolje, v ljudi, s katerimi se družimo. In zato je zelo modro, res zelo modro, da se odločimo vedno samo za ljubezen in za hvaležnost, za tisto hvaležnost, ki jo dejansko lahko izrazimo komorkoli preko dneva. Moč hvaležnosti je nekaj, kar je vse premalo trenutno med nami in tudi v svetu. Zakaj? Ljudje bolj gledamo, kaj nimamo ali kaj so nam naredili, kot na tisto, za kar bi se lahko zahvalili in izrekli besedico. Hvaležen sem za današnji dan. Hvaležen sem za vse, kar se je v tem dnevu dobrega storilo zame in za vse moje bližnje. Hvaležnost je danes tudi pojem oziroma beseda, ki je velikokrat napačno razumljena, nepravilno razumljena. In v tem trenutku vam bi rada predala sporočilo, da je tista hvaležnost, ki je resnično dobimo dobesedno iz izvora našega življenja. Tista hvaležnost, ki nam resnično daje občutek radosti, sreče, miru in nenazadnje tudi zdravje. V Svetem pismu je zapisan zelo lep primer, ko so učenci in ljudje poslušali Jezusov govor na nekem hribu, bilo jih je več kot 5000. In ljudje so bili po dolgem času poslušanja seveda že lačni, utrujeni, in Jezus je to zaznal in vprašal je enega svojega učenca, kaj imamo, da ponudimo, kaj imamo, da lahko damo ti lačni množici ljudi. In učenec je zaskrbljeno rekel, nimamo samo tam en fantek, ki ima
nekaj kosov kruha. In Jezus je rekel, tukaj se je izključilo kar vse skupaj. Evo, samo toliko, da vam povem, dragi, ki ste vsi z nami danes, da tudi telefon od Tanje, in če ne vem kako, a imajo to vse pod nadzorom, ali pa je mogoče baterije zmanjkalo, ne vem, kaj se je zgodilo. Že ko se klicala, se čuden obnašal. Ja, si rekla. Ja, glejte, vse je pod nadzorom. Vsaka komunikacija, vse, kar gre prek interneta, telefona, SMS-ov, mailov, skratka, vse je pod nadzorom. Glejte, naših src, tako kot je Eveljana lepo povedala, iz našega bistva, iz naših src ne morejo vzeti tistega, če jim ne damo. In ker pijejo to emotivnost, nas hočejo razjeziti, nam hočejo škodovati, ampak glejte, stvari sprejmemo takšne, kot so, malo počakamo, se prekonektamo, stvari uredimo, če se da, če se ne da, to sprejmemo, a ne? Res pa je, da je danes čas postal takšen, da je veliko težje fizično priti skupaj, kakor s pomočjo vseh teh naprav, s katerimi so nas pač nekako zastrupili ali pa so nam te stvari tako ponudili in vzeli. A deluje? Telefon? No, daj. Toliko, da zaključi. Ja, kaj se je zgodilo? Malo nam povej, ker... ne vem, Ja, v redu. Tle se je kar vse ugasnil in si izginila iz radarja. Tako da, evo, lepo, povabljena, ja, da zaključiš. Jaz sem povedal, da je precej moten tudi danes, četrta motnja, ampak nič hudega. Bom nadaljevala to temo, do kam ste me poslušali. O tvoji srčnosti, o hvaležnosti, kako iz svojega bitja, ja. Ok, zdaj bom pa povedala to, kar sem zdaj govorila, pa niste slišali. Ja, moment, v hribu, ja, o hribu si povedala. To si še povedala, ko so že lačni postali, tako kot nocoj, a ne, da je potem jih tudi nahranil. Tako, in ko je pogledal, dobil je od enega fantka nekaj ribic in nekaj kosov kruha, ker je prosil, ker res niso imeli hrane za vso tisto neverjetno veliko množico ljudi, ki so ga prišli poslušati. In pogledal najprej na nebo in se zahvalil svojemu očetu, stvarniku vidnih in nevidnih stvari, nebesam, za tistih nekaj ribic, za tistih nekaj kosov kruha. In hvaležnost, ki jo je pokazal do svojega Boga, da je ustvaril te ribe in da je omogočil, da je tudi tisti kruh imel v rokah, je bila tista energija, tista ljubezen, tista hvaležnost, s katero je Jezus pomnožil število rib in tudi število kosov kruha. In vsi so se najedli, vseh 5000 ljudi se je najedlo, ker so bilo neskončno veliko rib in neskončno veliko kosov kruha. Nihče ni učel lačen, pa še ostalo je za naslednji dan. Če imamo res pravo hvaležnost v srcu, je ta hvaležnost tista, ki nam odpira vrata v srečo, blagostanje, v lepe medsebojne odnose in tudi do zdravja. Zato je zelo pomembno, da zjutraj, ko se zbudimo, se najprej zahvalimo, da smo se sploh zbudili, ker lahko bi se ne. Se zahvalimo za nov dan, zahvalimo za tisto, kar imamo, ne za tisto, žalujemo, ker nimamo ali kar smo izgubili. Jaz osebno sem predolgo žalovala za tistim, kar sem izgubila, namesto da bi se zahvaljevala za tisto, kar imam, ker mi je Bog na en način podaril svojo ljubeznijo. Jaz osebno sem se naučila, da je hvaležnost za to, kar imamo,
tista vstopnica v radostno, srečno življenje, v tisto srečo, ki jo je težko dobiti, če ti nekdo naredi kako uslugo ali če zadaneš na lotu ali če ti nekdo nekaj dobrega naredi in to naredi zato, ker misli, da mora narediti ali zato, ker pričakuje od tebe kakšno pohvalo. In zato je jutranja hvaležnost, ki jo dajemo našemu stvarniku, najbolj pomembna, zato da imamo lep dan in da začnemo dan s tisto frekvenco, ki nas ščiti, nas varuje in da mi lahko dejansko preživimo dan v hvaležnosti za tisti dan, za življenje, za vse, kar se na določen dan pač dogaja. Dragi člani Društva za srečno življenje Belis, osebno sem izredno hvaležna Mihaelu, da resnično skrbi za našo duhovno hrano, da nas izobražuje, da nam pripravlja te čudovite zume. Hvaležna sem vsem vam, ki ste pripravljeni resnično deliti svoj čas, svojo ljubezen v okviru Društva za srečno življenje. In da to hvaležnost lahko tudi delimo naprej. Hvala vam. Hvala vsem tistim, ki ste danes v društvu, ki ste na en način omogočili, da je ta večer tudi poteka tako, kot je na en način Božja volja. Imamo seveda veliko ovir. Jaz sem imela zdaj veliko klicev od osebe, ki nam ne želi uspeha oziroma da delamo tako, da prebujamo v ljudeh dobroto, ljubezen, hvaležnost. Vendar tega človeka blagoslavljam, ker vem, da rabi blagoslove. In hvaležna sem, da me na en način spodbuja, da resnično vem, kaj pomeni ljubiti svoje sovražnike, kaj pomeni ljubiti nasprotnike, kaj pomeni ljubiti nekoga, ki ti želi slabo, ki ti piše slabe besede in vendar ti ne pride do srca, ker je moje srce toliko hvaležno, da vse, kar ni hvaležno, se odbija od mojega srca. In dragi člani Društva Belis, spodbujam vas, da resnično tudi dan zaključite s hvaležnostjo. Preden boste zaspali, pomislite na vse lepe stvari, ki so se vam tekom dneva zgodile, zahvalite se, ker hvaležnost je vstopnica v radostno, srečno, blagoslovljeno življenje. Jaz osebno sem res hvaležna tudi zato, da še vedno lahko delamo v okviru Društva za srečno življenje Belis. Čeprav imamo res zelo veliko nasprotnikov, veliko je sodnikov, tožnikov, veliko je ljudi, ki nam ne želijo, da delamo. Vendar je ljubezen naša do resnice, do življenja, do vseh biti, do zemlje, do Slovenije, do otrok, tudi do tistih, ki se še niso rodili, bistveno večja, kot pa te okoliščine, ki so okrog nas. Zato se vam zahvaljujem za vašo pozornost danes in vas lepo prosim, da spite danes s hvaležnostjo, da smo imeli ponovno Zoom in da ga bomo še imeli naslednji teden in da bomo še imeli izobraževanje in da se bo Društvo za srečno življenje Belis še naprej prizadevalo in trudilo, da bomo spoštovali, živeli naravne zakone, matematično logiko in da bomo imeli brezpogojno ljubezen do sebe in do svojih bližnjih na prvem mestu. Iskrena hvala. Danes želim vam resnično lepo, blaženo, blagoslovljeno noč in z vso hvaležnostjo se danes od vseh vas pozdravljam. Hvala za to čudovito sporočilo. Zelo lepo si povedala, da je to vstopnica, za zdravo življenje. Jaz bi pa rekel, tako kot je to vstopnica, je lahko tudi izstopnica iz tistega negativnega, slabega počutja in da se obdamo s to ljubeznijo, kot si lepo povedala, ki odbije
vse se od svetlobe, od dobrote se odbije. In ohranimo to toplo srce. Jaz tebi tudi želim, da se s hvaležnostjo posloviš od današnjega dneva za vse lepo, kar se ti je zgodilo. Pozdravljam tudi vse vas na Zoomu in se vam zahvaljujem za današnjo udeležbo, za vso podporo. Skratka, če ima kdo kakšno vsebino za povedati, dajte napisati, prideti, povedati tukaj, bomo zelo hvaležni. Je pa čas takšen, da je zelo turbulenten in zelo težko je v bistvu stvarem slediti, že po samih dogodkih in po vsebinah, in se je silno težko sfokusirati samo na eno stvar, na eno sporočilo, za katerega človek rabi vsaj 3, 4, 5 dni, da se ena tematika obdela, pripravi in potem, da se da kolikor toliko jasno sporočilo, ker le od jasnega sporočila človek si lahko vsaj nekaj procentov zapomni in izkoristi za svoje življenje. Tako da rabimo vašo podporo, dragi člani, rabimo razumevanje, je pa seveda veliko nagajanj, veliko podtikanj. Vsem ostalim takim želimo blagoslov. Danes pa zaspite s hvaležnostjo v srcu, v miru in se vidimo naslednjo soboto. Zdaj vam pa želim lep vikend, lep večer in vse dobro. Hvala lepa za danes.